posebna izdaja i24 News v angleščini. Sem Nikol Zetika, v živo iz Tel Aviva, medtem ko je Iran od sinoči proti Izraelu izstrelil več kot 2 balističnih raket. V odgovor je Izrael napadel sisteme zračne obrambe in petrokemični kompleks v Iranu. A to je to. V zadnjih urah je Iran napovedal, da ustavlja vojaške operacije proti Izraelu, hkrati pa opozoril na močnejši odziv, če Izrael ponovno začne napade na Libanon, na celoten Libanon, vključno z jugom. In nekaj trenutkov kasneje so poročali o izraelskih napadih v več mestih južno od reke Litani, medtem ko so se na severu Izraela oglasile sirene zaradi izstrelkov izstreljenih proti izraelskim vojakom. To, kar se je dogajalo nocoj v Izraelu, je, da je ta krog z Iranom morda končan, vendar je naslednji izziv diplomatski. Sodelovanje z ameriško administracijo, da bi zagotovili, da pogajanja s Teheranom ne bodo Izraelu zvezala rok na libanonski fronti. Očitno se dogodki v tej regiji hitro odvijajo. Da bi nam pomagal vse to razumeti, se mi v studiu pridružuje naš višji dopisnik za Bližnji vzhod pri i24 News English, Ariel Ozaran. Ariel, iz Irana so nedavno sporočili, da so vsi leti v državo in iz nje odpovedani do nadaljnjega. To ni nujno poteza, ki bi jo sprejela država, ki pričakuje prekinitev ognja. Kako naj razumemo ta najnovejši razvoj dogodkov v Teheranu? To je pričakovanje režima, ki se boji dodatnih izraelskih napadov. Mislim, če so napovedali, da so zaključili svoje vojaške napade na Izrael, kakšen drug razlog imajo za zaprtje svojega zračnega prostora? Razen iz strahu, da bo Izrael nadaljeval s povračilnimi ukrepi, kar veliko pove o trenutnem stanju islamskega režima. Po eni strani je to država, ki je napadla Izrael, po drugi strani pa zapira svoj zračni prostor, medtem ko je izraelski zračni prostor ves čas odprt, Izrael pa je bila država, ki je bila napadena. Torej, obstaja njeno namerno poziranje, na to pa je tu še resničnost, ki jo dokazuje na terenu, kar se mi zdi precej zgovorno glede njenega trenutnega položaja. Na koncu, kar zadeva Iran, želi zaključiti to stopnjevanje in uvesti novo dinamiko izmenjav ognja med Iranom in Izraelom. Nekaj, na kar so se Izraelci navadili s Hamasom približno 20 leti in s Hezbolahom prav tako v podobnem obdobju. Zdaj je Izrael v končni fazi, potem ko je odstranil neposredno grožnjo posredniških sil, ki so bili vzpostavljeni za zaščito Irana in za ohranjanje boja stran od samega Irana. Vidimo, da je iranska doktrina proksijev propadla. Namesto da bi proksiji branili Iran, Iran brani proksije. In zato bi zdaj rad obrnil nov list glede tega in na Izraelu in Združenih državah je, da določita, ali je Izrael povzročil dovolj škode in spodkopal iranski poskus vzpostavitve te nove enačbe. Da bo vsak napad, vsak izraelski udarec, kjerkoli v Libanonu, ne samo v Bejrutu, ampak tudi v južnem Libanonu, odgovorjen z iranskimi napadi neposredno na izraelsko ozemlje. Torej, Izrael ni le odgovoril Iranu na bolj odločen način kot na napad, ki ga je utrpel v zadnjih 12 urah. Ampak še naprej izvaja napade v južnem Libanonu in s tem preizkuša iransko grožnjo. In tako ni ogrožen samo iranski poskus vzpostavitve te nove enačbe. Ampak nisem prepričan, da so rezultati njenega napada na Izrael tisto, kar si je želela, glede na izraelski odziv in iranski strah pred nadaljevanjem izraelskega odziva. V redu, Ariel, ostani z mano tukaj v studiu, ampak s tem nas pripelješ do naslednjega prispevka s terena. Želimo dobiti najnovejše informacije iz severnega Izraela. Naš dopisnik i24 News v angleščini, Joe Brown, se nam pridružuje v živo. Joe, v Libanonu poročajo o izraelskih napadih v več različnih mestih in vaseh na jugu države. Sirene so pred kratkim zazvenele tudi v severnem Izraelu. Kaj se dogaja na terenu? Vse se odvija zelo hitro. No, sirene dejansko trenutno zvenijo v Zaretu, ki leži ob meji med Izraelom in Libanonom. To bomo preverili in posredovali posodobitev, ko bo IDF to potrdil. Ampak zadnjič, ko smo imeli sirene, je bilo približno pred 1 uro in to je bilo v ozkem severnem delu Galileje.
To je bilo posledica tega, da je Hezbolah izstrelil 3 rakete proti vojakom IDF, ki so bili nameščeni v južnem Libanonu. 2 od njih sta bili prestreženi, ena pa je pristala v bližini vojakov, vendar IDF pravi, da ni bilo žrtev. Hezbolah je zdaj povedal, da bodo streljali proti severnemu Izraelu, če bo IDF napadal v južnem Libanonu. In to tudi počnejo. Okoli območij tira so izstreljevali rakete. Na slikah in videoposnetkih z družbenih omrežij smo videli oblake dima. Zdi se, da se to ne ustavlja. In to bo imelo domino učinek, če verjamemo vsem stranem. Če Izrael napade južni Libanon, kar tudi počnejo, bo Hezbolah napadel severni Izrael, za kar obstaja velika verjetnost, da bodo storili. In če je temu tako, bo Izrael napadel Dahijo v južnem Bejrutu in potem se bo vmešal Iran. In to bo dejansko največji problem za prebivalce severnega Izraela. Ne gre za iranske rakete, ampak dejansko za Hezbolah, ker ko pridajo rakete od Hezbolaha, imajo le nekaj sekund, da pridajo do zaklonišč. Medtem ko imajo pri napadu iz Irana 5 do 10 minut, da pridajo tja. Zato upajo na vse strani, vendar je dejansko večja skrb zaradi Hezbolaha kot zaradi Irana, kar je največja skrb za ljudi tukaj. Dopisnik I22 News English Joe Brown z najnovejšimi informacijami iz severnega Izraela. Z njim se bomo še večkrat oglasili skozi večer tukaj na I22 News English. Joe, hvala za to. In iz severnega Izraela se zdaj želimo v živo oglasiti iz Washingtona z najnovejšimi informacijami našega višjega dopisnika I22 News English iz ZDA, Mikea Wagenheima. Wagenheim se nam v živo oglaša iz Bele hiše. Mike, kakšno je trenutno sodelovanje med predsednikom ZDA Donaldom Trumpom in premijerom Benjaminom Netanjahujem? Sinoči je Trump za Axios News povedal, da bo Netanjahuju naročil, naj ne odgovarja ali se ne maščuje na iranske napade. Kljub temu je nekaj ur kasneje Izrael napadel Iran. Po vašem razumevanju, koliko od tega je usklajeno z Washingtonom? Vse je usklajeno z Washingtonom. In včasih imam občutek, kot da se ponavljam. Ti in jaz sva že imela te pogovore. Obstajajo različni interesi med predsednikom Trumpom in premijejem Netanjahujem, ker vodita 2 različni državi in sta v 2 različnih svetovih. Ampak na koncu obstaja razumevanje, tudi če se oba ne strinjata glede tega, kako bodo stvari potekale v sodelovanju. Ni trenutka, ko bi premijer pokazal predsedniku pregovorno figo ali sredinec in rekel, ni me briga, kaj si rekel, bom vseeno naredil po svoje. Preprosto tako ne deluje. Obstajajo nesoglasja in včasih se strinjata, da se ne strinjata, vendar je na koncu to usklajeno prizadevanje. In tako premijer ni izvedel teh napadov na Iran 10 minut potem, ko mu je predsednik Trump povedal, da pod nobenimi pogoji tega ne sme storiti. Preprosto ne deluje tako. Razumem, da pogosto obstaja želja po ustvarjanju kaosa v medijih, tudi pri nas samih včasih, vendar ta odnos ne deluje tako. Obstajajo razlike, obstajajo napetosti, vendar so na koncu takšne stvari na takšen ali drugačen način usklajene. Predsednik Trump ima tudi dodatno breme verjetnega zanikanja, saj v bistvu pošilja sporočilo, da sem mu rekel ne, pa je vseeno to naredil. To mu daje možnost zanikanja, kjer lahko zalivskim zaveznikom reče, hej, jaz nisem dal zelene luči. To tudi ni spet udarec Irancem v obraz, kjer bi oni dobili sporočilo, da sem mu rekel, kar pojdi naprej. Naj gre na polno, ima popolno ameriško podporo, ker potem morajo tudi Iranci na to odreagirati. Tako na nek način vsi zmagajo. Predsednik Trump dobi ta vtis moči. Premijer lahko igra na svojo bazo in reče, glejte, še vedno sem tisti, ki se lahko postavi po robu ameriškemu predsedniku, ne glede na to, kdo je. Medtem pa se ameriška vojska v tem primeru ne rabi pripravljati na neposreden odziv Irancev, ker se predsednik Trump distancira od tega dejanja. To je v vseh pogledih usklajeno. No, Mike, kaj to pomeni za zmago Američanov? Kaj lahko naredijo s to zmago? Kje to pusti ameriške pogajalce, ko gre za te tekoče pogovore s Teheranom? Mislim, da jih to ne postavlja v boljši ali slabši položaj, ker, kot sem rekel že milijonkrat, tukaj ni mogoče skleniti dogovora.
Preprosto ni mogoče skleniti dogovora. Rdeče črte, ki so jih Iranci postavili glede svojega jedrskega programa, niso nekaj, kar bi predsednik Trump lahko v tem trenutku resnično sprejel, če sploh lahko. Mislim, to bi bila ogromna izguba za njegovo verodostojnost, glede na vse, kar je povedal o zahtevah za iranski jedrski program in v bistvu o njegovem popolnem zaustavljanju. Ti dve stvari se tukaj preprosto ne ujemata. In tako bi morda lahko dosegli dogovor o določenih stvarih, pogojnih stvarih, kot je na primer ponovno odprtje Hormuške ožine. Čeprav bi bilo to izjemno zahtevno za predsednika Trumpa, glede na njegovo nasprotovanje pošiljanju, kot temu pravi, palet gotovine, kot je to storil predsednik Obama Irancem, s čimer je v bistvu kupoval njihovo sodelovanje, torej tudi to postane zapleteno. Ampak končni dogovor, mirovni dogovor je trenutno tako nedosegljiv in prepad je tako velik, mislim, da to resnično ne vpliva nanj. Mislim, da je večji vpliv na vprašanje Libanona in kam to vodi v tem trenutku, glede na to, kar pravijo Iranci. Vsak napad ne samo na predmestja Bejruta in območje, kjer je sedež Hezbolaha, ampak tudi na njihovo oporišče v južnem Libanonu, vsak napad tam, kakršnikoli zračni napadi, bodo povzročili iranski odziv. To bolj kot karkoli drugega zaplete pogajanja med ZDA, Izraelom in Libanonom o poskusu potisniti Hezbolah severno od reke Litani in na koncu doseči nekakšen mir med Jeruzalemom in Bejrutom. To je trenutno večji izziv kot neposredna pogajanja med ZDA in Iranom. Vsekakor velik izziv, ki ga bomo spremljali tudi v prihodnjih urah. Mike Wagenheim z najnovejšimi informacijami iz Washingtona. Hvala za te posodobitve. Nazaj tukaj v studiu, še vedno z Ariel. Ariel, po tem, kar je pravkar povedal Mike, lahko rečemo, da je Iran uspešno povezal fronto z Libanonom s temi tekočimi pogajanji, ali pa je zdaj preizkus na podlagi najnovejše grožnje iz Irana, ki Izraelu sporoča, naj ne napada nikjer v Libanonu, vključno z Južnim Libanonom. No, po novi grožnji je Izrael udaril v vsaj 6 mestih v Južnem Libanonu. Torej je zdaj na Iranu, da dokaže, ali je bila njegova grožnja verodostojna. In če Iran pravi, da je končal svoje vojaške operacije proti Izraelu, hkrati pa opozarja, da bo vsak napad Izraela na Libanon povzročil ostrejši odziv. Izrael je prezrl to grožnjo in napadel cilje Hezbolaha v južnem Libanonu. Kljub temu, če Iran odgovori, je s tem vzpostavil novo enačbo. Če ne odgovori, potem je zgolj kazal mišice, vendar dejansko ni spremenil razmer na terenu. Tako žoga ostaja na iranski strani. Mislim, da so presegli svojo sposobnost groženj Izraelu, ker je Izrael dosledno dokazal, da je temu kos. Za razliko od nekaterih svojih partnerjev v zalivski regiji niso pripravljeni prenesti ali zdržati niti enega iranskega napada na svoje ozemlje, kaj šele neizvanega iranskega napada. Ker ne moremo reči, da je imel Iran ustrezen izgovor za napad na Izrael, ko je odgovarjal na izraelski napad v Libanonu. Tam ni nobenega veljavnega izgovora. In tako je Iran trenutno poskušal preizkusiti Izrael. Zdaj Izrael preizkuša Iran in na Irancih je, da dokažejo, ali so bili polni praznih besed. Ali pa je to res nova enačba, ki se uveljavlja brez kakršnega koli manevrskega prostora z njihove strani. Ariel, kaj pa druge iranske posredniške sile, Hutiji? Tudi oni so danes prej izstrelili več balističnih raket proti Izraelu. Tudi oni so izdali izjavo, da je od tega trenutka vsak izraelski pomorski premik v Rdečem morju tarča za napad. Tega ne povezujejo z Libanonom. Hutiji samo sporočajo, da je Izrael od zdaj naprej ponovno na seznamu tarč. Da vendar bi lahko to izjavo izdali v zadnjih 3 mesecih, 6 mesecih, letu dni od zadnje prve neposredne vojne med Izraelom in Iranom. Pa tega niso storili. Zato se je treba vprašati, zakaj ravno zdaj. Zakaj zdaj? Ker Iran poskuša ponovno aktivirati svojo doktrino posrednikov, poskuša pokazati enotnost na vseh področjih. Ampak to je njihov namen. Kar se dejansko sporoča navzven, je popolno nasprotje. Kot sem že prej povedal, so iranski posredniki tam zato, da ohranijo boj stran od Irana. Iran je bil danes tarča Izraela. Torej, Iran poskuša aktivirati svoje posrednike na način, ki bi preusmeril pozornost Izraela.
Toda pozornost Izraela je osredotočena predvsem na Iran in na to, na posrednike. In vidimo, da kljub tem iranskim grožnjam, kljub tem grožnjam Hutijev, Izrael nadaljuje svojo obrambno doktrino. In to je, da odpravi grožnjo Hezbolaha ne glede na kakršnekoli. Moteče glasove v ozadju, ki bi se lahko pojavili. In to je tisto, kar slišimo od Hutijev. Možno je, da bo Izrael na to odgovoril. Napad Hutijev, čeprav je bil prestrežen, Izraelu vseeno daje nekakšen manevrski prostor, da se odloči, morda v tem trenutku ne bo odgovoril in bo odgovoril kasneje. Na koncu Iran poskuša pokazati, da so njegove posredniške sile v polni moči, vendar je resničnost na terenu zelo daleč od tega. No, pridobimo še dodaten vpogled v glavno iransko posredniško skupino, Hezbolah. Z nami je zdaj upokojeni major Shadi Khalul, strokovnjak za Hezbolah, ki je bil nekdanji častnik varnostne cone v južnem Libanonu, pridružuje pa se nam iz Zgornje Galileje v Izraelu. Zdaj upokojeni major Khalul z napadom na Izrael kot povračilnim ukrepom za napade v Libanonu. Zanima me, kakšno sporočilo je Iran pravkar poslal Hezbolahu? Kako ta podpora vpliva na delovanje teroristične skupine v Libanonu, zdaj, ko ima popolno vojaško podporo Irana? Mislim, da Iran skuša poslati sporočilo Hezbolahu in pravzaprav tudi libanonskemu ljudstvu, naj okrepijo Hezbolah v Libanonu, potem, ko so ga izraelski napadi in udarci oslabili. In po zavzetju območja Beka in regije ter tunelov, ki so jih tam odkrili, dejansko napredujemo tudi proti Nabati v južnem Libanonu. In to je glavno oporišče Hezbolaha v južnem Libanonu. Zato menijo, da morajo ponovno okrepiti Hezbolah in pokazati, da držijo obljubo, ki so jim jo dali. Če Izrael napade v Bejrutu, bomo posredovali za vas. Toda medtem jim to dejansko povzroča težave. Znotraj šiitske skupnosti v Libanonu, ki živi v Džabal Amelu, na območju južnega Libanona, ki je varnostna cona, prej so govorili, ali so naša življenja manj pomembna kot življenja tistih, ki živijo med šiiti v Bejrutu. Tako jim to zdaj povzroča tudi nekatere težave in pritožbe proti Iranu. In mislim, da na koncu ne bomo dovolili Iranu, da znova vzpostavi to eno fronto Iran, kot ji pravimo. Ena fronta Iran pomeni od Irana do Iraka in Libanona ter Hutijev, kar je ena fronta, na kateri bi napadli hkrati. To je tisto, kar zdaj poskušajo obnoviti. In jim sporočamo z napadi, z nadaljevanjem napadov v južnem Libanonu, da te igre z vami ne bomo igrali. In še naprej bomo napadali Hezbolah, dokler se ne razorožijo in dovolijo Izraelcem ter Libanoncem, da imajo svobodni, liberalni državi. In dejansko svobodni groženj Hezbolaha in njihovih zastopnikov, iranskih zastopnikov v regiji. Kakšen vpliv ima to na prekinitev ognja prejšnji teden, ki je bila dogovorjena med Izraelom in Libanonom prek Washingtona? Libanonske oborožene sile naj bi vstopile v te nove pilotske cone južno od reke Litani, kjer je bil Hezbolah že odstranjen. Toda ali se to še vedno lahko zgodi, če Hezbolah noče spoštovati te prekinitve ognja? Poglejte, ne vem, kdo verjame, da bo Hezbolah spoštoval to prekinitev ognja. Hezbolah ni Libanonec. Oprostite, če sem razočaral veliko ljudi. Hezbolah ni libanonska organizacija, to so iranski posredniki, Iranci, ki jih zdaj tudi vodijo in se borijo z njimi. In tudi IRIC so v Libanonu kot častniki, ki vodijo to skupino Hezbolah. Njihova popolna zvestoba je pravzaprav Iranu, ne Libanonu. Za Libanon jim ni mar. Želijo spremeniti Libanon v islamsko državo, kar je del iranskega projekta, in jih Libanonci ter libanonska država prav malo zanimajo. Zato ne verjamem v te zadeve glede premirja. Morda samo Trump verjame v to in bi mu lahko uspelo, ali pa kdo drug izmed njegovih svetovalcev. Ampak ne moremo skleniti nobenega dogovora ali premirja s teroristi,
ker bi jih s tem ukrepili. In dejansko jim bomo dali čas, da obnovijo svoje zaloge in strelivo. In bodo nadaljevali z bojem, dokler ne dosežejo svojega cilja. Tisto, kar imenujejo izbrisati judovsko-izraelsko državo, malega satana in velikega satana, Združene države Amerike. Kaj bi morala libanonska država in libanonske oborožene sile početi v tem trenutku? Libanonska vojska ne more storiti ničesar. Žal mi je, da to rečem, ampak libanonsko vojsko je infiltriral Hezbolah. Že vrsto let jo je infiltriral Hezbolah. Torej, pričakovati, da bo ta libanonska vojska ukrepala proti Hezbolahu, je pravzaprav iluzija. Kar moramo storiti v Izraelu, je zagotoviti, da so naši državljani varni, da so naše meje varne in da bo Galileja ponovno oživela s svojim prebivalstvom ter imela varno in varovano življenje v tej regiji. Torej, če mi ne opravimo dela, ga ne bo nihče. In če mislijo tako, bodo, kot sem slišal v novicah, so bile informacije, da nekateri Američani razmišljajo o ustanovitvi ali izgradnji nove enote znotraj libanonske vojske za boj proti Hezbolahu, ki jo bodo vodili Američani in drugi libanonski častniki pod vodstvom Američanov. To bo pripeljalo do državljanske vojne v Libanonu. In na koncu je ta libanonska država že pred mnogimi leti postala propadla država. Zato ne razmišljam o teh rešitvah. Edina rešitev, ki lahko deluje za Libanon, je nov režim v Libanonu, ki bi temeljil na konfederacijah in zvezni vladi s kantoni. In če želi šiitski kanton nadaljevati boj, naj se borijo sami. In druge skupnosti lahko živijo in se branijo pred tem kantonom, ki bo zanje prav tako predstavljal tveganje za uničenje. Na ta način bomo vedeli, da se borimo proti temu kantonu, šiitskemu kantonu, in se ne bomo vlekli v vojno z drugimi kantoni, ki bi nam lahko povzročili težave, z Američani, Evropejci in drugimi deli sveta. Upokojeni major Shadi Khalil, lepo, da ste danes z nami na i22 News English. Res cenimo, da ste z nami delili svoje poglede. Hvala. Ni za kaj. Od dogajanja na severni fronti se zdaj selimo v osrednji Izrael. Zdaj sledi posodobitev naše dopisnice i22 News English Malik Sladin, ki se nam oglaša iz Tel Aviva. Malik, zdi se, da se je ta krog spopadov z Iranom vsaj za zdaj ustavil. Kaj pa to pomeni za prebivalce v središču države, kjer si ti? Navodila poveljstva za zaščito civilnega prebivalstva ali so še vedno nespremenjene? Kaj to pomeni za družine, ki jutri pošiljajo otroke v šole, ki so še vedno zaprte? Kaj lahko deliš z nami? Da navodila poveljstva za zaščito civilnega prebivalstva so še vedno veljavna do nocoj ob 20. uri. In verjetno bodo ostala enaka zaradi nedavnih dogodkov in izjave Irana, da ustavljajo svoje napade na Izrael. To je po eni strani, na drugi strani pa so bile danes šole zaprte zaradi nedavnih dogodkov in iranskih napadov. In jutri to odločitev je že sprejelo izraelsko ministrstvo za izobraževanje, pouka ne bo. Vendar pa je veliko vprašanje, ali se bo to po teh trenutnih dogodkih spremenilo ali ne. Kar zadeva izraelsko letališče, tudi glavno, Nadbek, so trenutna navodila, da bodo leti potekali redno. Vsaj izraelski letalski prevozniki bodo še naprej leteli redno. Ne ustavljajo ali odpovedujejo svojih letov, čeprav je nekaj odpovedi strani nekaterih tujih podjetij, naprimer Wizz Air, in tudi Fly Dubai, ki prav tako vsakodnevno leti v in iz Izraela. Nekatere svoje lete zamikajo, vendar jih ne odpovedujejo vseh in poleg njih tudi drugi leti. Torej pravimo, da so tam določene motnje, vendar je trenutna odločitev Ministrstva za promet in ministra za promet, da te situacije ne spreminjata. In to bo za zdaj ostalo odprto do nadaljnjega, če se bodo napadi in izmenjava ognja nadaljevali ali ne. To so trenutne razmere zdaj. In državljani Izraela, ki so se zbudili pred sirenami,
ali vsaj pred opozorilom, ki je bilo dano tukaj v središču, so se zbudili v drugačno resničnosti. Vendar pa so v zelo kratkem času, v 3 urah, po 2 krogih opozoril izraelskega poveljstva za civilno zaščito in vsaj eni sireni, ki se je oglasila zaradi iranskih raket, doživeli spremembo. Druga sirena je bila posledica rakete, ki so jo izstrelili Hutiji. Seveda ni bilo nobene škode. Na srečo ni bilo žrtev in življenje se vrača v normalno stanje. Vendar pa še vedno vse je odvisno od tega, kaj se bo zgodilo v naslednjih urah. Da, zagotovo je vedno tako. Saj vidimo, kako hitro se lahko stvari spremenijo že v zadnjih 12 urah. Lejk Sladin z najnovejšimi informacijami iz Tel Aviva. Najlepša hvala za to poročanje s terena.